Končno zapuščamo Kimo. Mislim, da bomo šli. To je... Minilo šele 4 mesece. Nova sled in novi namigi prinašajo povsem novo iskanje. Lynette Hooker, skoraj 2 meseca potem, ko je njen mož povedal, da je izginila na morju. In zdaj je zgodba Briana Hookerja pod drobnogledom. Povedala vam bom, zakaj. Sem Anjanette Levi in to je Law and Crime. Za družino in prijatelje Lynette Hooker je bilo 8 mučnih tednov. Mati, hči in žena je pogrešana. Njen mož Brian Hooker pa je bil pod drobnogledom organov pregona, čeprav ni bil obtožen kaznivega dejanja. Bilo je 5. aprila, ko je Brian Hooker prijavil, da sta bila z ženo Lynette ločena, ko je padla z njunega čolna in jo je odnesel tok skupaj s ključi njune ladje Soulmate. Končno zapustila Kimo. Mislim, da bomo zapustili. Minilo so šele 4 meseci. Par je oboževal jadranje in celo živel na svoji jadrnici. Svoje dogodivščine sta dokumentirala na TikTok računu The Sailing Hookers in celo na YouTubeu. Drugi dan prečkanja Mehiškega zaliva. Počela sta vse. Jadrala, potapljala se, supala. Aprila so bile Hookerjeve na vodi v morju Abaco na Bahamih. Preiskovalci so povedali, da je Brian Hooker trdil, da je bil prisiljen veslati nazaj na obalo in poklicati na pomoč, potem ko sta se z Lynette ločila. Brianja so pridržali in zaslišali v povezavi z izginotjem Lynette, vendar so ga bahamske oblasti izpustile brez obtožnice. Brian Hooker je zanikal kakršnokoli napačno ravnanje v zvezi z izginotjem Lynette. Želim biti popolnoma jasna glede tega. Pojavila so se sporočila, ki so razkrila, da je Brian Hooker prijateljem povedal, kaj se je zgodilo, ko sta bila z Lynette ločena. Prijatelj je napisal: "Smo vaju pravkar videli v poročilih." ABC World News je poročal, da je Lynette padla z ladje. Hooker je odgovoril: "Da, brat, bojim se, da je res." Z gumenjaka in v razburkano morje na poti nazaj na jadrnico. Veter me je odnesel stran od nje in ona je plavala proti jadrnici, midva pa sva se zelo hitro izgubila izpred oči, saj je ravno zahajalo sonce. 7 ur me je zanašalo in poskušala veslati z enim veslom, dokler me ni naplavilo za obalo naslednjega otoka, kjer sem lahko dobila pomoč. Še vedno iščemo. Zdaj se dogaja veliko stvari, ampak hvala, ker ste preverili, kako smo. Biti v novicah je velik pritisk. Pred nekaj minutami me je prvič poklicala medijska hiša. Prijateljica je odgovorila: "V naših molitvah si." Hookerjeva je odgovorila: "Hvala, prijateljica. Naša družina je trenutno v peklu." Iskalna in reševalna služba je pravkar poklicala in povedala, da so danes preiskali veliko območij, a brez uspeha. Jutri gredo spet ven, vendar v sredo prihaja nevihta. Brian Hooker je tudi poklicala prijateljico, kar je bilo objavljeno na spletu. V bistvu je samo odskočila s čolna sredi manjšega neurja, približno 20 vozlov vetra, ki se je pojavil, in na poti nazaj do čolna, dolgi približno 3/4 milje, ni uspel. Nismo imeli oblečenih rešilnih jopičev. Bil je sončni zahod in sonce je zašlo približno 10 minut potem, ko je padla v vodo. Ali nismo bili skupaj z njo, ker ni bila pritrjena na nič ali nikogar. In imela je rezervni ključ za čoln v svoji suhi torbi, ki je bila pri njej. Toda Lynettina hči, Carly Ellsworth, je bila od začetka skeptična glede zgodbe svojega očima. Aprila je govorila za Law and Crime. Mislim, da imajo dokaze le v sporočilih, ki govorijo o preteklih težavah v razmerju. In trenutno je to bolj kot govorica namesto dejanskega dokaza. Ampak ne vem, ali ima moja babica ali mamina prijateljica več dokazov, ker mi mama nikoli ni toliko zaupala svojih težav v razmerju. Ampak sem samo rekla, da ste imela težaven odnos. To sem povedala tudi obalni straži, ko smo se pogovarjali. In rekla sem, da je njun odnos bil težaven in da se poslabša, ko pijeta. Zato me samo skrbi, ker je v preteklosti grozil. Zato samo poskušam zagotoviti, da ga ni prevzela jeza in da ni naredil nečesa, česar ne more popraviti.
Zato želim samo zagotoviti, da je šlo res za nesrečno naključje, preden pomislim, da so moji sumi resnični. Carly Aylesworth je trdila, da je lahko Brian Hooker nasilen, ko pije. Slišala sem od drugih njenih prijateljev, da je rekla, da ni varno biti z njim. Ker ko se razjezi, lahko postane strašljiv in nasilen. Nisem ga videla, da bi koga res močno udaril, ampak gre za vrat in duši. Tako da ja. In to si videl. Videla sem ga, kako je to naredil svoji hčerki že prej. Torej se zdi, da Carly Aylesworth ne verjame svojemu očimu. In očitno tudi ameriška obalna straža ne verjame. 14. maja je obalna straža sporočila, da so agenti preiskovalne enote zasegli Hookerjevo jadrnico Soulmate. Obalna straža je objavila fotografije, na katerih agenti zasegajo Soulmate kot del aktivne kazenske preiskave. V sporočilu za javnost je bilo navedeno, da je bila ladja zasežena 40 navtičnih milj od obale Melbourna na Floridi med zapleteno operacijo nadzora in prestrezanja. To je bilo 14. maja. In zdaj, približno 2 tedna kasneje, CBS News navaja vir, ki je seznanjen s preiskavo, da zgodba Briana Hookerja ne ustreza dokazom, ki so jih preiskovalci zbrali in analizirali. CBS News poroča, da so bahamske oblasti dovolile obalni straži iskanje na območju morja Abaco, ki ga prej še niso preiskali. Potem, ko so podatki GPS iz plovila Soulmate kazali nekaj drugega, kot je trdil Brian Hooker. NBC News je citiral vir, ki je povedal, da so potapljači iskali na napačnem območju morja Abaco na podlagi informacij, ki jim jih je dal Brian Hooker. In zdaj se potapljači nameravajo vrniti na pravo območje na podlagi GPS podatkov zbranih s plovila Soulmate. Obrnila sem se na obalno stražo. Tiskovni predstavnik teh poročil ni želel komentirati, saj kazenska preiskava še poteka. Da bi o vsem tem spregovorili, želim povabiti Alexa Berja. On je forenzični potapljač. To je že počel. Iskal je pod vodo v kazenskih primerih. Najlepša hvala, Alex, da ste se mi pridružili. Zelo cenim to. Hvala, da ste me povabili. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kakšne so vaše misli o novih informacijah, ki jih dobivamo? Novinarska poročila pravijo, da je obalna straža očitno našla dokaze v GPS podatkih, ki kažejo, da zgodba Briana Hookerja ne ustreza GPS podatkom. Novinarska poročila pravijo, da so zaradi njegovih izjav iskali na napačnem območju. Zdaj se bodo vrnili in iskali na drugem območju, približno 7 metrov pod vodo. Kaj menite o tem? Nisem presenečen. CIGIS, preiskovalna služba obalne straže, upravlja odlično delo. So zelo nadarjena skupina. Zato me ne preseneča, da so našli nekaj neskladij in da so uspeli pridobiti več informacij iz elektronskih naprav. Mislim, da je to vedno bilo vprašanje in zagotovo v središču preiskave. In zdaj, ko to imajo, me ne preseneča. Mislim, da jim časovna zamuda ne pomaga. Mislim, da sta minila že 2 meseca od dogodka in to zagotovo ne bo olajšalo stvari. To jim bo zagotovo predstavljalo večji izziv. In to je bilo moje naslednje vprašanje. Odkar je Lynette izginila, je minilo 8 tednov. In če je bila ta voda recimo dovolj razburkana, kot je trdil Brian Hooker, da bi jo ločila od njega, bi šla pod vodo. Recimo, da bi se, bog ne daj, utopila in šla pod vodo. Potonila bi na dno. In potem bi narava naredila svoje. Povejte nam, kaj se v bistvu zgodi, ko se nekdo utopi, še posebej v oceanu ali razburkanem morju? Ja, obstaja pojav, ki se imenuje ponovno splavanje trupla, kjer se običajno utopljenec ali nekdo, ki je potonil na dno ali karkoli že, sčasoma začne razkrajati. In dejavniki, ki pri tem igrajo vlogo, so lahko tip telesa, kaj so jedli, oblačila, ki so jih nosili, temperatura vode, globina vode. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na to, kako hitro se bo to začelo dogajati. Če je voda dovolj globoka, se morda nikoli več ne bodo dvignili na površje, ker ko se telo razkraja in se nabirajo plini, ti ponovno povzročijo vzgon. Na določeni globini je pritisk prevelik, da bi to lahko premagali,
Torej, odvisno od globine. Mislim, če je 25 čevljev, to ni dovolj globoko. In časovni okvir tam na Bahamih s toplo vodo ne bi bil tako dolg. In to ne upošteva stvari, kot so plenilstvo, živali in divjad, ki bi tam, če ni boljšega izraza, hranile ali morda povzročale še več škode in vplivale na to. Zanimiva se mi zdi časovnica tukaj. 14. maja je obalna straža sporočila, da so zasegli Soulmate. In zdaj se približujemo dvotedenskemu obdobju od tega. Pravkar smo presegli dvotedensko obdobje, ko prihajajo poročila, da imajo GPS podatke, ki kažejo, da se zgodba Briana Hookerja ne ujema z GPS podatki. Tako bodo iskali na drugem območju. Po poročanju novic je obalna straža dobila dovoljenje bahamske vlade, da se vrne, pošlje potapljače in preišče drugo območje. Seveda. Tako da sem prepričana, da pregledujejo vse na tej ladji. Soulmate. Prej je bilo še eno poročilo o infrardeči kameri na ladji, ki so jo morda pregledali. Mislim, da so te ladje, predvidevam, opremljene z vsemi vrstami opreme, ki nenehno shranjuje podatke. Potem imaš tudi telefon Briana Hookerja, ki bi prav tako lahko prenašal podatke. Ja, mislim, takšna preiskava z elektroniko, kamerami in pomnilniškimi karticami zahteva čas in izjemno usposobljeno skupino ljudi, ki se lahko tega lotijo in izluščijo te podatke. In prepričan sem, da to počnejo. Mislim, da je to verjetno eno od glavnih področij njihove preiskave. To jim bo, veste, upajmo, dalo neko področje, na katerega se bodo lahko osredotočili. In potem, kar bojo naredilo tam naprej, veste, obalna straža bo izvajala iskanja na površju, kot jih izvajajo pri iskanju in reševanju, kjer bodo vzeli vremenske informacije in podatke na podlagi tokov in plimovanja, vetrov, vremenskih vzorcev, da ugotovijo, kje menijo, da bi ta oseba lahko končala, če bi izplavala na površje. In pri tem so zelo dobri. In potem z vidika podvodnega iskanja, veste, te stvari se ne premikajo toliko. Veste, karkoli je tam spodaj, bo verjetno še vedno tam. In ne vem, da ekipa, ki jo vodim tukaj na Floridi, smo izvajali potope za obalno stražo, ker v naši regiji nimajo potapljačev. In prepričan sem, da bodo pripeljali skupino, ki jo potrebujejo, in vse osebje, ki ga potrebujejo za podvodni del, da bodo vsaj pregledali območje in preverili, ali lahko najdejo karkoli, kar bi nakazovalo, da je bila tam na neki točki. Če prejmeš klic od preiskovalnih služb obalne straže in ti rečejo: "Hej, Alex, poslali te bomo na Bahame in želimo, da opraviš potop", preiščeš in vidiš, kaj lahko najdeš. Povej mi, kaj ti gre po glavi, ko prejmeš tak klic in s čim se soočaš? Mislim, da je prva stvar sestaviti ekipo, torej izbrati pravo skupino ljudi. V moji ekipi so ljudje, ki so naravno nadarjeni potapljači in so zelo, zelo dobri pri iskanju stvari. In veste, to pride z usposabljanjem in izkušnjami. Torej, ko sestavljamo ekipo, kaj bomo želeli prinesti s seboj. Kakšno opremo veste, ker ne poznamo območja, naprimer potapljaške skuterje, da lahko opravimo večja iskanja z manj napora. Tako ne porabiš toliko zraka, ko poskušaš plavati s plavutmi. In potem samo, da se orientiraš, ko prideš tja, da spoznaš teren in vodo ter vidiš, s čim imaš opravka. In na to oblikuješ načrt, kako bomo to preiskali. Ali bomo verjetno samo razdelili območje na mrežo in preiskovali en del naenkrat, ter postopoma izključevali dele in premikali mrežo ter jo širili vedno bolj. Dokler veste, ne izčrpamo vseh možnosti, da bi našli kakršenkoli dokaz povezan s primerom. To bo vseeno izziv. Mislim, kot smo omenili, je minilo že 8 tednov. Mislim, verjetnost, da bomo kaj našli, čas je res ključen v takem primeru. Torej, verjetnost, da bomo kaj našli, Lynette je lahko še vedno pod vodo. Mislim, da je to mogoče. Videli smo, kaj se je zgodilo v primeru Laci Peterson. Ampak to je bila drugačna vodna pot. Ja, zagotovo. Drugačne okoliščine. Verjeli so, da je bila v tistem primeru obtežena.
Pravzaprav ne poznamo vseh okoliščin v zvezi s tem. Imamo zgodbo Briana Hookerja in to je vse, kar vemo. Ne vemo ničesar drugega, kar bi se lahko tukaj zgodilo. Imamo samo ugibanja in sume o tem, kaj bi se lahko zgodilo. Torej, mislim, kakšna je verjetnost, da je še vedno pod vodo in da bodo kaj našli? Res je težko reči. Res je, prav imate. Časovni zamik pri tej preiskavi ni pomagal pri tem, da bi karkoli našli. To ne pomeni, da tega ni tam, vendar zagotovo ni ničesar olajšalo. Mislim, na tej točki, v topli, tropski morski vodi, bi iskali kosti, ne pa kaj drugega. Če ni bila premaknjena ali če je dejansko v vodi. To ne pomeni, da ni, ampak gre za drugačno vodno območje kot v primeru Laci Peterson. Tukaj smo obravnavali nerazrešene primere, stare 50 let, kjer smo našli, veste, kosti in posmrtne ostanke žrtev, vendar so bili v kanalu, niso šli nikamor. Bili so v avtu in tako rekoč zaprti. Ni nemogoče, je pa zagotovo veliko težje. Obstaja tudi možnost, da zgodba Briana Hookerja preprosto ni resnična. No. Zagotovo, ja. Da ni v vodi. Lahko bi bila drugje. Tega ne vemo, vendar morajo imeti sum, da je v vodi, če pošiljajo potapljače nazaj noter. Ali je mogoče, da samo izključujejo to območje? Mislim, da želiš izčrpati vse možnosti po svojih najboljših močeh. Vem, da so ljudje frustrirani. Vem, da si vsi želijo odgovorov. In zato mislim, da želiš z vidika preiskave organov pregona izčrpati vse možnosti, da lahko rečeš, da si res naredil vse, kar si lahko. Moje osebno mnenje je, da ne vidim razloga, zakaj bi karkoli naredil na kopnem na Bahamih, kjer gre za majhne otoške verige z malo prostora, kot je na primer, da bi nekoga pokopal ali kaj podobnega. To je veliko lažje. Veš, po mojih izkušnjah, ko se ljudje tukaj na Floridi želijo nečesa znebiti, to vržejo če gre za strelno orožje uporabljeno pri zločinu, ga vržejo v jezero ali kanal, v prepričanju, da tega nihče nikoli ne bo našel. Ampak, če imaš prave informacije in dobro izhodišče in če je to natančno, imaš zelo dobre možnosti, da te stvari najdeš. Zdaj, GPS lokacija sama po sebi je super, je izhodišče, ampak je splošna lokacija. Veš, to je precej drugače, kot vem, da je bilo točno tukaj. In imeli smo primere, ko je nekdo rekel, poslušaj, stal sem tukaj, vrgel sem tja in gremo v vodo globoko 3 metre, kjer ni nobene vidljivosti in tam je, kot da se ni premaknilo. Veš, če bi splavala na površje, če bi se to zgodilo, potem si izpostavljen vsem mogočim drugim stvarem. In z Golfskim tokom in vsem ostalim, veš, to je ogromno območje. In veš, nočem reči, da ni mogoče, ampak imaš prav, verjetnost je precej majhna. Tukaj je bila večurna vrzel, medtem ko sta Brian Hooker in Lynette odšla s čolnom in ko jo je potem prijavil. Ja. Veš, Prijavil ta incident, to stisko, da je pogrešana. Torej tukaj obstaja še ena možnost. Veš, poskušamo dati koristi dvoma, ampak obstaja možnost, da je obtežena in da je tam spodaj. To je možnost. to je možnost in mislim, veš, moraš vzeti zadnjo znano GPS lokacijo, ki jo imaš, tam označi točko, vzemi časovni okvir, z vrvico označi, kolikšno razdaljo lahko v tem času prepotuješ in nariši velik krog. In nekje v tem krogu je lahko do tega prišlo. To je veliko, to je 9 ur, tudi na jadrnici, ki pluje s 6 vozli, recimo na motorni pogon, je to veliko območje. Ampak to je tvoja začetna točka. In potem veš, začneš iskati od tam naprej. In to bo zahtevalo ogromno virov in časa. In veš, da je to tvoja naloga. To je tisto, kar moraš narediti, zato si tam. Prepričan sem, da bodo prej ali slej sprejeli odločitev in nadaljevali s tem, kar imajo. Ampak to je del problema, ker je območje, ki ga je treba pokriti, tako veliko. Kaj pa uporaba bočnega sonarja, veste, preden se potopite,
Ali to v takšni situaciji ne bi delovalo? Ne, mislim, pred 2 mesecema mogoče. Sonar, veste, sonar je odlično orodje. Veliko boljši je za iskanje velikih predmetov, kot pa za iskanje ljudi na veliki odprti vodni površini. Če si v kanalu z bočnim sonarjem, je to druga zgodba. To je zelo omejen prostor in ta slika ti kar skoči iz zaslona. Pri iskanju na odprtem morju z bočnim sonarjem ni tako uporaben. Veš, druga stvar pri sonarju je, da dobiš boljši odboj od trdega predmeta. Torej, kovina, avto, čoln, kakšen potopljen predmet. To ti da zelo oster, jasen odboj. Sonar ne daje dobrih odbojev od človeških teles, še posebej po 2 mesecih. Veš, čist na začetku, ja, ampak potem, če nikoli nisi delal s sonarjem, ne vidiš ni tako, da bi kar skočil ven, kot da je tam oseba. Včasih je to le mal. Stvar, ki stopa med vsemi drugimi stvarmi in si rečeš, kaj je to? In potem moraš še vedno poslati potapljača, da vizualno potrdi, ali je to ali ona. Tako da mislim, da ti v tem trenutku bočni sonar ne bi prav veliko pomagal. No, zanimalo me bo, kaj bo iz tega nastalo, če sploh kaj. In vem, da bo tudi tebe, Alex. Tudi mene, veš, jaz ne. Ne poznam nikogar od vpletenih v preiskavo, ampak sem že sodeloval s CGS. So izjemno nadarjena skupina. Vedo, kakšni izzivi jih čakajo. In sumim, da se zavedajo, da bo to težka naloga. Ampak veste, to je izvedljivo. Potrebovalo bo le veliko sodelovanja in veliko trdega dela. Vem, da so na to pripravljeni, vendar bo to izziv, tako za potapljače kot za preiskovalce. Brez dvoma. Mislim, 2 meseca sta minila, kot sem rekla, in kot veste, je čas zelo pomemben. Ja, najlepša hvala. Zelo cenim vaš čas. Bilo mi je v veselje, hvala, da ste me povabili. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o izginotju Lynette Hooker, naj kontaktira preiskovalno enoto obalne straže. In to je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anjanet Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.